Poveljnik Republiškega štaba teritorialne obrambe Slovenije, general Hočevar, je 15. maja 1990 ukazal, da morajo vsi občinski štabi teritorialne obrambe oddati orožje pod nadzor Jugoslovanske ljudske armade. Med zgolj 16 od 60 štabov, ki tega niso storili, so bili 4 na Gorenjskem. Pogumni posamezniki so lastne domove spremenili v tajna skladišča, v katerih so hranili orožje in s tem tvegali svoja življenja. Kaj se je tedaj zares dogajalo? Vedeli smo, kakšna so stremenja, generalštaba JLA in srbske politike, ki je bila nekako vodilna pri odločitvah generalštaba Jugoslovanske armade. Kaj je zdaj napraviti? Jaz mislim, da smo na Gorenjskem imeli to srečo, da smo se pametno zgovorili, nobeden na nas ni pritiskal, to je treba reči. Dočim so imeli v drugih pokrajinah, so pa imeli te probleme, komandanti, predvsem aktivni, so bili oficirji, ti so pa pritiskali na ljudi, da naj se to daja in da bo ta zadeva dosti mučna. Od oktobra leta 1990 pa vse do začetka agresije Jugoslovanske ljudske armade na Slovenijo je bilo največ orožja vzetega v občinskima štaboma teritorialne obrambe v Škofji Loki in Kranju. Tu nismo imeli nobene ingerence, nad nami ni imelo predsedstvo nobene, ker je bila teritorialna obramba del oboroženih sil Jugoslavije in smo od njih dobivali povelja. In naš nadrejeno poveljstvo, poleg Republiškega štaba, je bila 9. armadno območje v Zagrebu. Tako da smo bili tam v tem poveljevanju ujeti. Vsaka vojna ima svoje junake. Eden takih je bil Franc Erlah iz srednje vasi v Bohinju, ki je med junijskim napadom na Slovenijo v tajnem skladišču hranil orožje. Strah ne. Če si ti s srcem in trdno voljo, da imaš za sabo teritorialno obrambo in da si dobil pojačanje moči v orožju, si močan. Lahko premagaš še pa še. Drugače, po drugi strani pa ne veš, kaj te nekdo gleda izza grma, pa piše, pa riše načrt, kako ga bo nazaj speljal, ali pa prekril drugam, ali pa še kaj hujšega bi lahko bilo. Tajna skladišča orožja, ki je služilo slovenski teritorialni obrambi, so igrala vidnejšo vlogo v vojni za osamosvojitev. Sigurno, da je močno vplivalo in da je bila pripravljenost in nagnjenost k teritorialnemu ljudstvu še večja. Vsi so pomagali, vse, kar je hodilo, sem pa tja od otrok, žena, starejših. Čaj so nam kuhali, sendviče delali in tako naprej. Posameznikom, ki so hranili orožje v svojih domovih, bodo v Bohinju postavili tudi spominsko obeležje. Kmalu pa bo izšel tudi zbornik z naslovom o vlogi teritorialne obrambe Gorenjske v osamosvojitvenih procesih v letih 90-91.